Dobro jutro in dobrodošli na poslovnem zajtrku MČM-a. Smo 9. maja 2019. Jaz vas pa vabim, da greste z mano 5 let nazaj, v leto 2014. A se kdo spomni, kaj so bili dogodki leta 2014, ki so zaznamovali Evropo in svet? Ima kdo kakšno idejo? Kaj se je dogajalo 2014. leta? Saj je samo 5 let nazaj. Kako? Svetovno prvenstvo, v čem? V čemerkoli. Eno svetovno prvenstvo je bilo. Priznam, tudi jaz sem imela težave se spomniti, kaj se je dogajalo leta 2014 in sem šla pogledati na Wikipedijo. Sigurno je bilo kakšno svetovno prvenstvo. Wikipedija omenja olimpijske igre v Sočiju, recimo. A se spomnite? Nekaj medalj smo dobili Slovenci. Kdo je zmagal na pesmi Eurovizije 2014? Angelika? Conchita Wurst. No, začela sem z lažjimi temami. Wikipedija, kjer sem zbirala te podatke, omenja tudi. Pričakovala sem, da bojo omenjene evropske volitve, ampak niso bile. Zanimivo, niti z besedico. Omenjena je bila sestrelitev malezijskega letala nad Ukrajino. Omenjene so bile poplave v jugovzhodni Evropi, kjer je kar nekaj ljudi izgubilo življenje. Omenjene so bili tudi slovenski dogodki. Kaj mislite, kateri? Ima kdo kakšno idejo? Bravo! Predčasne volitve v Sloveniji so bile izpostavljene na istem viru kot pomemben dogodek v Evropi. Ampak zanimivo, o evropskih volitvah niti besede. Zanima me, kdo ve, kolika je bila udeležba na evropskih volitvah leta 2014. 25, bravo, bravo. Pa se mi je zdelo, da postavljam težko vprašanje o teh jutranjih urah. Zdaj mi pa povejte, dvignite roko vsi tisti, ki mislite, da bo volilna udeležba letos višja. Da vidimo, koliko je optimistov med nami. Ok, bravo. Ne bom vas vprašala, ali boste vi prispevali k temu, si pa želim, da bi današnja debata pripomogla k temu, da greste voliti, če se niste še odločili, predvsem pa, da bi vam dali nekaj informacij, ki lahko pomagajo pri odločanju o tem, koga boste izbrali. Zdaj pa vabim k sebi za tale barsko mizico Ajšo Vodnik, izvršno direktorico MČM Slovenija. Ajša, povej, ali greš na volitve in zakaj? Najprej dobro jutro, Martina, in seveda dobro jutro in dobrodošli. Absolutno grem na volitve, zato ker se mi zdi pomembno, da smo proaktivni in aktivni državljani. Moram pa reči, da je moj pogled, prej sem se poskušala preseliti na leto 2014 in ugotovila, da se je moj pogled na Evropsko unijo spremenil tudi iz osebne izkušnje. Če sem mogoče še nekaj let nazaj gledala na Evropo kot kaj imamo mi od tega, kaj lahko dobimo, kaj imamo več, mi je, odkar je Slovenija prevzela sedež MČM-ov za celotno Evropsko unijo, pa seveda tudi širše, za 43 držav, od Rusije, Azerbejdžana, Turčije, Izraela in seveda na zahodu do Velike Britanije in Irske, moj pogled drugačen. Zakaj? Zato, ker se mi zdijo tovrstne povezave ključnega pomena, predvsem za varnost, mir, demokracijo, vladavino prava. In se mi zdi, da lahko čisto po osebni analogiji rečem, ko si zdrav, se ti zdi zdravje nekaj samoumevnega. In zato tudi mislim, da ni prav, da se nam zdi Evropa in vrednote, ki jih imamo, nekaj samoumevnega. Zato tudi, verjetno ste opazili v opomniku na današnji dogodek, da smo vam že vnaprej poslali odgovore, ki so jih kandidati, ki jih boste danes poznali seveda na odru, prijazno odgovorili, in kar mi je zelo, zelo pomembno, je to, da so bile ključne kot vrednote prav to: mir, povezanost, vladavina prava, besede, za katere naj ne bodo samoumevne. In prav zato, ja, grem na volitve in želim si, da bomo drugače gledali na Evropo in razumeli, zakaj je tako zelo pomembna.
In v tem pogledu se mi zdi tudi pomembno, kaj lahko Slovenci prispevamo. Moja osebna izkušnja je to, da smo odlični povezovalci, čeprav na notri včasih ne čutimo tega notranjega miru in povezanosti, ampak ko enkrat stopimo morda na večji oder, pa znamo odlično povezovati. Tako da v tem pogledu bi prosila tudi sogostitelja današnjega zajtrka, Iztoka Klančnika. Iztok, tudi Slovenija in vaša pisarna je dokazala, da znamo postavljati nova merila in ste postali referenčna pisarna pravzaprav in ste nove poslovne modele začeli uvajati v Sloveniji. In to je verjetno pa nekaj, kar lahko Slovenci damo v gospodarstvo. Dobro jutro vsem skupaj, tudi v imenu družbe Hewlett Packard Enterprise in v svojem imenu. Ja, zdaj določeni hodite na te zajtrke že nekaj časa in tudi veste, kaj se vse dogaja na področju te informacijske tehnologije. 4 leta nazaj dejansko smo bili nekako postavljeni nekako pred dejstvo, da se odločimo, kako naprej. Takrat je Slovenija kot edina država na svetu prevzela en nov model upravljanja v družbi Hewlett Packard Enterprise in zdaj zadnje 3-4 leta smo bili edini in temu primerno referenčni model za cel svet. Torej, kaj se je takrat zgodilo? Kot vse male države je Hewlett Packard Enterprise se odločil, da bo pač poslovanje prepustil samo partnerjem oziroma bo svoje poslovalnice zaprl. Mi se s tem nismo pravzaprav s tem kaj prav preveč strinjali in najdel nek inovativen način, kako, bom rekel, vseeno ostati na trgu in kako potem vse te stvari naprej odpeljati. To nam je lepo uspelo. 3 leta smo bili edini in po 3 letih se je vodstvo družbe HP v Ameriko odločilo, da ta naš poslovni model, ki smo ga imenovali Operated by Selectium, da ta novi model postane standard tudi za druge dele sveta. In od 1. novembra naprej lansko leto lahko rečem, da so v naši okolici nastale nove firme Selectium in sicer na Hrvaškem, v Srbiji, v Bolgariji, Keniji, Nigeriji in Maroku. Tako da nas je in Cipru. Tako da nas je v bistvu zdajle Operated by Selectium že 8 podjetij in jaz verjamem tudi, da to ni ta zadnja stvar, da bomo to zadevo še nadaljevali tudi naprej. Čisto na kratko, od vrednot, ki so pomembne za Evropo in ki so pomembne za gospodarstvo v Evropi, pa je katera ključna? Jaz mislim, da najbolj ključna je sodelovanje, potem pride zraven še zaupanje, komunikacija, ustrezna komunikacija. To so tiste 3 vrednote, za katere jaz mislim, da so najbolj pomembne in ki pravzaprav presežejo vse, bom rekel, nepotrebne debate, take, drugačne. Če bomo upoštevali te 3 vrednote, potem mislim, da smo na dobri poti. Hvala lepa, Iztok, hvala lepa, da ste naši sogostitelji in naj bo, Martina, v tem duhu vrednot tudi današnja debata. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki se boste odložili in vam, ki boste aktivni. Hvala, Ajša. Bodimo učinkoviti. Vabim na oder kar naše kandidate. To so kandidati parlamentarnih strank, ki so se odzvali našemu vabilu. SNS in Levica sta se opravičili. Gremo po abecednem redu imen strank. Dr. Igor Šoltes, Desus. Dr. Šoltes, izvolite. Predlagam, da se sedete kar na ta prvi sedež. Potem imamo iz LMŠ, bi morala priti Irena Joveva, se je opravičila. Namesto nje je z nami dr. Klemen Grošelj. Dobrodošli, hvala, ker ste prišli. Iz NSI je z nami dr. Žiga Turk. Izvolite na oder. SAB, Angelika Mlinar, dr. Angelika Mlinar, dobrodošli tudi vi. Še eno gospo imamo, sem vesela, magistra Tanja Fajon, SD. Iz SDS-a dr. Milan Zver in SMC Gregor Perič. Dobrodošli, hvala lepa, da ste prišli. Najprej pravila igre. Evropo mnogo ljudi pozna kot nekaj počasnega, kot nekaj okornega, zato predlagam, da danes poskušamo malenko spremeniti ta imidž. K temu lahko veliko pripomorete tako, da odgovarjate kratko in konkretno. Čim bolj slikovito. Pogovarjala sem se z vami, kaj se mora zgoditi, da bi bila današnja debata fajn za vse, za vas in za druge.
pa ste nekateri rekli, da je fajn, da se tudi malo zabavamo. Humor, dopuščen, dobrodošel. Prvo pravilo. Drugo pravilo, ni replik. Zato, da bomo predelali čim več tem, poskušajte zgostiti tisto, kar mislite v svoje osnovno izvajanje. Tretje pravilo velja za občinstvo. Prosim vas, da postavljate vprašanja. To lahko naredite preko aplikacije slido.com, telefone v roke, kar odprite brskalnike, vnesite slido.com in vtipkajte kodo Lojtra L638 in postavljajte svoje vprašanja. Ne obljubim, da bomo odgovorili na vsa. Se bomo pa potrudili, da tudi na tista, na katera ne bomo mogli odgovoriti, sploh če bomo videli, da so prejela več glasov, kajti aplikacija dopušča tudi to, da glasujete za tisto vprašanje, ki se vam zdijo dobra, da bomo odgovore pridobili kasneje. Torej, samo heads up za vas, mogoče delo današnjega srečanja ne bo končano ob 10. uri. Pa grem kar z ogrevalnim vprašanjem. Za vse kandidate, tisti, ki ste že bili evropski poslanci, mi boste povedali v enem stavku, na kaj ste najbolj ponosni. Tisti, ki še boste evropski poslanci, mi povejte, na kaj boste najbolj ponosni leta 2019, ko se znova zberemo in ko bomo znova govorili o evropskih volitvah. Dr. Šoltes, na kaj ste vi najbolj ponosni? Mikrofone bomo pa rabili, zato da vas bojo slišali tudi v zadnjih vrstah. Predvsem zato, da Se sliši? Ne? A lučka gori? A ta deluje? Ja. Se bi ta... Okay. Vzemimo tega, jaz pa bom mogoče koga iz tehnične službe poklicala, da preveri. Dr. Šoltes, povejte nam, na kaj ste najbolj ponosni? Ja, za ta zadnji mandat se mi zdi, da je ena od velikih stvari, ki smo jih dosegli v povezavi Slovenije in Evropa, je to, da smo v Sloveniji prepoznali, da so naravne dobrine ena ključna strateška točka za prihodnost. In zato sem zelo ponosen, da je Slovenija kot ena prvih držav vpisala pravico do čiste pitne vode v ustavo. In pravica do čiste pitne vode. Tako. In to je odmevalo seveda tudi v Evropi, ker smo bili deležni velikega občudovanja, da smo storili to na pravi način. Zlasti tudi v duhu tega, kar se je dogajalo, takrat se spomnite, so bili ti veliki pritiski za sklenitev tako imenovanega TTIP-ja, čezatlantskih sporazumov. O tem bomo še kar precej govorili, ampak povejte nam, kako ste pa vi prispevali k temu, da je Slovenija bila znana v Evropi? Na ta način, da smo tudi recimo skozi take pobude predstavili te pomembne vrednote v tem, kaj je tisto, kar resnično šteje tudi v Evropi. Da seveda poleg pomena, če rečem gospodarstva, ki seveda je pomemben element razvoja, so tudi druge vrednote, ki jih moramo ščititi. In ta vrednota je tudi odnos do zdravega okolja. Zdravo okolje torej in sporočilo, da tudi iz majhne Slovenije se da določati agendo. Absolutno. Dr. Grošelj, Klemen, na kaj boste vi najbolj ponosni, če vas izvolimo? Predvsem se bom pri svojem majhnem kamenčku v tem celovitem mozaiku Evropske unije se bom prizadeval, da bo ta dosega neko nujno in temeljno kohezivnost, se pravi notranja kohezivnost, ki bo ključna za to, kako se bo Evropska unija postavila kot nek globalni dejavnik, ker to bo pomembno se oblikovalo in tudi zdaj se že kaže, kako se bo to vplivalo na vse na prihodnji razvoj Evropske unije, predvsem, da bo to Evropska unija, ki bo varna, ki bo dejavnik stabilnosti v evropskem in svetovnem prostoru, ne pa, bomo rekli, dejavnik nestabilnosti, in pa da bo to Evropska unija, ki bo notranje solidarno do te ravni, da ta solidarnost bo omogočala njen nadaljnji razvoj. Kako kot poslanec menite, da lahko prispevate k temu, da bomo naslednjič, ko se pogovarjamo o tem čez 5 let, res govorili o teh temah? Predvsem to povezovanje me zanima, zato ker to se kaže, da je razdvojenosti veliko tudi z pojavljanjem nekih skrajnih političnih opcij. Ne glede na to pojavljanje, bom rekel, skrajnih obeh političnih polov, mislim, da obstaja znotraj Evropske unije in tudi celotne skupnosti to temeljno zavedanje. In tudi ta rezultat, ki ste ga prej predstavili, kaže na to pravzaprav, kaj so te temeljne in te, bom rekel, sorodnosti
podobno misleče, seveda ne isto misleče, predvidevam, da bo lahko najti. Seveda potem na koncu bo nek kompromis. Ampak z aktivnim prispevanjem in pa s tem, predvsem tisto, kar se meni zdi pomembno, je, da parlamentarec postane glasnik, predvsem tistih, ki ga izvolijo, se pravi tudi Slovenije v tem primeru in slovenskih volilcev. Se pravi, da boste vi prepoznani kot glasnik slovenskih volilcev na področju povezovanja, sodelovanja. Super, doktor Turk, po čem si bomo pa vas zapomnili, kaj boste vi ponosni? Jaz ne vem, če bom izvoljen, ne vem, kaj bom delal. Kar bom delal, ne bom delal zato, da bi bil ponosen. Lahko povem, na kaj sem ponosen, česa sem vesel, kar sem na evropskem parketu naredil v preteklih letih. Nedavno uspelo mi je v dokumente Evropske unije, ki se ukvarjajo z bojem proti sovražnemu govoru, lažnim novicam, uriniti kar nekaj teksta, ki ureja skrb za človekove pravice, za svobodo govora. Vesel sem, da me je Evropska ljudska stranka, članica te družine je tudi Nova Slovenija, povabila na svoj kongres v Helsinkih, da sem predstavil eno svojo študijo o prihodnosti dela, torej kaj bo robotizacija, umetna inteligenca, avtomatizacija prinesla, ne samo, bom rekel, tehnično strokovno na trg dela, ampak kakšne posledice ima to za, bom rekel, življenje ljudi, občutke ljudi, za smisel njihovega obstoja. Tako da imam občutek, da bi imel kaj za pokazati, ampak kaj pa to bo, če bo, pa ne bi rad špekuliral. No. Dajmo to preveriti leta 2019. 3 kategorije imamo do zdaj. Nekaj se nanaša na vire, na okolje, potem imamo bolj socialne, politične zadeve, povezovanje, sodelovanje. Tukaj smo šli malo v kontekst digitalnih medijev, sovražnega govora, mogoče tudi lažnih novic, tehnologij. Jaz bi izpostavil bolj prihodnost dela, to se mi zdi dosti Prihodnost pomembnejša, dela. večja tema kot pa. Dobro. Doktor Mlinarjeva, na kaj ste pa vi ponosni? Vi ste tako imenovana 9. slovenska poslanka, je tako? Tako je in jaz sem v bistvu na 3 stvari ponosna. Čeprav moram priznati, da je to zame kot ženska že vedno malo težko se hvaliti, ampak če me že tako vprašate, se bom pa malo prisilila. In sicer sem poročevalka, sem imela veliko čast, da sem bila poročevalka Evropskega parlamenta prav za novi program, ki se bo vzpostavil za digitalno Evropo. To je program, ki se prav ukvarja z novimi izzivi, od supercomputinga, artificial intelligence do digital skills, 9,2 milijarde evrov. In je to pač en poskus, da se dejansko kot Evropska unija postavimo tukaj na trg sveta. In da dohajamo oziroma da si probamo pridobiti številko 1 na tem področju. Druga zadeva gre v drugo področje, ki še ni bilo omenjeno, in sicer sem koordinatorka v odboru za enakopravnost spolov in sem bila 2-krat poročevalka za gender mainstreaming in se zelo zavzemam za to, da so ženske bolj prisotne. Imamo 1/3 žensk v Evropskem parlamentu in mislim, da je to premalo in se bom tudi naprej še zavzemala za to, če bi bila izvoljena. Tretje pa je prav to, kar ste vi omenili, sicer sem dejansko zelo ponosna in tudi ganjena, da sedim tukaj med vami in da sem tokrat kandidatka za evropske volitve za eno slovensko stranko in lahko ponujam vse svoje povezave, svoje izkušnje in vse, kar sem do sedaj delala, tokrat volivkam in volivcem v Sloveniji in Republiki Sloveniji. Okolje, povezovanje, prihodnost trga dela, digitalnost in konkurenčnost. Magistra Fajon, na kaj pa ste vi najbolj ponosni? Hvala lepa. Jaz bom šla zdaj na drugo področje. Malce bolj verjetno zahtevno, ampak sem ponosna, pa si bom drznila reči to tudi v tem krogu, da smo uspeli in da sem prispevala k temu, da smo odpravili vizume za ljudi Zahodnega Balkana, ker vem, da boste razumeli, da je to pomembno za krepitev stikov med ljudi in tudi gospodarskih in političnih odnosov. Da sem ponosna, da mi je tik pred koncem mandata uspelo ubraniti interes Slovenije in preprečiti nek razkroj zaenkrat šengenskega prostora z reformo, ki jo še vedno delamo, kako vrniti nazaj prava pravila, da bomo imeli spet Schengen, kot ga poznamo, prostor svobode in en z notranjimi nadzori in pa varne zunanje meje. To so bila moja področja. Ponosna pa sem bila tudi, da me je 190 mojih poslanskih kolegov 2-krat izvolilo za podpredsednico v parlamentu.
konkretni dosežki. Ena stvar, kar mi je všeč do zdaj v tej debati, je, kako različna področja vi naslavljate. Od okolja, konkurenčnost, prihodnost trga dela, digitalne tehnologije, vi se ukvarjate z mejami, pa tudi z vodenjem pododborov. Doktor Zver, na kaj ste pa vi ponosni? Hvala za vprašanje. Jaz imam to srečo, da lahko v parlamentu delam na področju, oziroma sem delal na področju, ki mi je zelo pri srcu, to sem že tudi prej, to je izobraževanje, mladina, kultura, šport. V tem mandatu sem bil stalni poročevalec Evropskega parlamenta za Erasmus Plus in mi je uspelo pridobiti podporo praktično vseh poslanskih skupin za eno veliko zgodbo v okviru tega projekta. Najprej smo močno povečali proračun, to se še mora izpogajati z Evropsko komisijo in pa s svetom. Povejte nam številko, kolikšen je proračun projekta, kot je Erasmus Plus? A vsi veste, kaj je projekt Erasmus Plus? Lahko malo razložim, če želite. Jaz mislim, da je to ena boljših stvari, ki jo kot državljani imamo od Evropske unije, ker je konkretna. To je zgodba o uspehu in praktično nima nekih velikih nasprotnikov v Evropskem parlamentu. No, ampak kakšen pa je proračun Erasmusa Plus? 15 milijard se bo povečal, tak je predlog, na 45 milijard v naslednji finančni perspektivi, to je približno za 3 slovenske proračune. Ali pa za en slovenski GDP. Ja, tako. Krepek slovenski GDP. Aha, in kako vam je to uspelo? Predvsem zaradi tega, ker Erasmus Plus je zgodba o uspehu, vsi jo imajo radi, nima nekih negativnih konsekvenc. Vsi, ki sodelujejo v tem programu, nekaj pridobijo, ne samo tisti Erasmusovci, ampak tudi lokalne skupnosti, univerze, ki so vključene, šole, tudi Slovenija, kar dobro vključena, celo 50 slovenskih vrtcev je vključeno v Erasmus Plus, da ne govorimo 3/4 osnovnih šol, skoraj vse srednje šole in pa čez 90% fakultet, tako da smo kar dobro integrirani v ta proces. Drugo bi izpostavil tudi poimenovanje konferenčne dvorane v Evropskem parlamentu po dr. Jožetu Pučniku, tako da imamo med velikani evropske politike tudi svojega. Dobro, še eno zelo različno področje, na katerega ste ponosni, fajn. No in recimo delal sem tudi predvsej na področju varnosti in boja proti terorizmu. Boj proti terorizmu, dobro. Gregor Perič, na kaj boste pa vi ponosni? Jaz bi rekel predvsem enotnost oziroma poenotenost. Mislim, da je to v preteklosti manjkalo. Jaz bi si želel, da bi tudi evropski poslanci že takoj na začetku svojega mandata uspeli detektirati vsaj 3, 4, 5 področji, kjer bomo res igrali kot ekipa, tisti, ki bomo kakorkoli izvoljeni in bomo vseh teh 5 let trdno stali za tem interesom, ki ga ima tudi Slovenija v Evropski uniji, ne glede na to, da evropski poslanec zastopa celotno Evropsko unijo, ampak poenotenost oziroma enotnost. Prva stvar in druga stvar, ki se mi zdi tudi izjemno pomembna, je predvsem to, da Slovenijo predstavimo v maksimalno dobri luči. Promocija Slovenije, poenotenje tudi poslancev. Povejte mi, kaj se mora zgoditi, da bi bilo te enotnosti več? Namreč v vprašanjih, na odgovorih na vprašanja, ki smo jih pošiljali, je bilo kar nekajkrat omenjeno, da je to mogoče pomanjkljivost v dosedanjih mandatih. In vi ste najbolj neobremenjeni. Kaj menite, da se mora zgoditi, da bi dosegli to, na kar ste rekli, da bi bili ponosni, torej več enotnosti med poslanci Slovenije, ko gre za ključne teme? Predvsem potrebujemo, mislim, da več neke svežine, sami ste rekli neke neobremenjenosti, pa tudi odprtosti za nove teme in za predvsem pa neko zavedanje, da Evropska unija, nivo Evropske unije ne sme biti poligon, kamor prenašamo neke težave, ki jih odpravljamo na nacionalnem nivoju. Tam moramo predvsem zastopati slovenski interes, pa tudi interes Evropske unije, kar je v končni fazi eno in isto. Predlagam, da gre mikrofon kar nazaj k dr. Zveru, pa bom nadaljevala z istim vprašanjem. Vi imate izkušnjo, Gregor je še nima, vi imate izkušnjo in veste, da je prihajalo do teh delitev oziroma da se niste mogli dogovoriti tudi takrat, kadar je šlo za strateške teme. Zakaj in kako lahko to spremenimo? Pa kdo naj začne to spreminjati? Glejte, živimo v demokraciji, normalno, da imamo različne poglede na tudi isto vprašanje in včasih pač ne gre in tudi nima smisla, da bi se poskušali na silo poenotiti.
smo le tudi predstavniki različnih političnih družin v Evropskem parlamentu. Ne? So pa nekatere stvari, kjer pa stopimo skupaj, recimo, ko podelimo komu evropsko državljanstvo, kakšnemu Slovencu, in tukaj smo več ali manj sodelovali. Vem pa, kako imajo nekatere druge države to urejeno, imajo stalna predstavništva v Bruslu, vlade običajno sporočajo, naš vladni ali nacionalni interes je tak in tak, prosim, če bi se poslanci tudi v Evropskem parlamentu lahko podprli tak interes, recimo, to imajo nekatere države zelo dobro urejeno, dobro teče, pri nas pa ne, ne? Pri nas pa ne, tako da se mora tudi vladna stran vključiti v to oblikovanje nekega nacionalnega interesa. Ne? Dam besedo še Tanji. Mimo grede, a se strinjate, da vas kličem po imenih? Zato, ker je Evropa zbirokratizirana in izadministrirana, pa se spremenimo, da se vsi strinjate? Dobro, ker če se en ne, pa moram biti pazljiva. Tanja, vi prihajate iz malo drugačne politične opcije. Kako pa vi gledate na to isto vprašanje? Recimo, da se Slovenija ne more poenotiti takrat, tudi ko gre za arbitražo in za mnenje Evropske komisije v zvezi s tem. Ja, jaz sem pogrešala to poenotenost, mislim, 18 let spremljam evropsko politiko blizu iz institucij in se mi zdi, da največ, ker smo Slovenke in Slovenci sebi največji sovražnik ali pa ne izkoristimo priložnost in zato marsikaj izgubimo. Ker nimamo te enotnosti, ki jo recimo ima sosednja Hrvaška veliko boljšo, ko bi mogli zastopati naš interes v Bruslju. In to je bila ena zelo jasna zgodba okrog arbitraže, tu smo se delili malo po političnih barvah, oziroma smo drugače nastopili, nismo znali enotno nastopiti. Potem bila je še kakšna druga zgodba, je pa res, da smo pa znali enotno nastopiti, ko smo branili medeni zajtrk, pa ko smo pripeljali 100 čebelarjev, pa ko smo dosegali svetovni dan čebel, take zgodbe, ki so bile malo manj politične. Bodimo praktični. Doktor Zver je prej, Milan je omenil, da bi morala tudi država kaj narediti. Kaj pa bi morala, kaj bi lahko naredila država, da bi takrat, ko pride res do strateških tem, bila povezanost večja? Moj občutek je, da je naša država ta strateški interes že zdavnaj pozabila oziroma ga preprosto nimamo. Mi smo tam do leta 2004 se mi zdeli vedeli, kaj želimo. Želeli smo si Evropsko unijo, NATO, dobili priznanje od takrat naprej. Pa se mi zdi, da nekje tavamo in strateški interes ni stvar ene ali druge politične opcije, se mi zdi. To je stvar, ko imamo novo državo, da se na začetku sporazumemo in se bojim, da veliko priložnosti zapravljamo ali izgubimo ravno s tem, ko ne vemo točno, kaj tudi mi skupaj bi lahko poenoteno zagovarjali na mednarodnem parketu. Ja, če želimo enotnost poslancev, potrebujemo najprej zelo poenoteno vizijo, kaj si sploh želi država. A bi to bilo v enem stavku? Absolutno. Strateški interes države. Dobro. Angelika, koliko časa potrebuje poslanec, ki je izvoljen, da se sploh znajde v teh kompliciranih institucijah, v teh labirintih evropskih institucij? Sama sem rabila približno 1 uro, da sem doumela, kaj so sploh gradniki. Iz lastne izkušnje, čisto konkretne, ko sem bila izvoljena 2014, moram reči, da sem po enem letu rekla, ok, zdaj pa približno vem, kako potekajo stvari in kje je kaj in kako funkcionira odbor, ker je delo in to je nekaj, kar bi rada v tem okviru tudi dejansko poudarila. Delo v Evropskem parlamentu je drugačno delo, kot je to delo poslanca ali pa poslanke v državnih parlamentih. In mislim, da se tukaj moja izkušnja kot bivša poslanka v Avstrijskem državnem zboru kar sklada s tem, kako delujejo poslanci v Slovenskem državnem zboru. In sicer v Evropskem parlamentu si poiščeš te večine, ker nismo podaljšana roka nobene vlade. To pomeni, da za vsako za vsak zakonski predlog, ki pač pride, si je treba poiskati to večino v hiši in veljaš samo takrat, kot dobra poslanka pa dober poslanec, če si v stanju, da to večino tudi dejansko se izpogajaš. In to je v bistvu zelo demokratičen sistem.
kar pomeni, da je to zelo politična inštitucija, to ni samo po sebi umevno, tako kot je pač ponavadi, ko imaš večino kot vlada in pač daš predlog v parlament in se to potem enostavno več ali manj potrdi. Tako da jaz ne vem, če je to znano, da je to dejansko delovni parlament. Kakšne lastnosti moraš imeti kot človek, da si uspešen kot poslanec, da se prebiješ v tiste odbore, ki imajo večino, ali pa da začneš delati v lepih projektih, kot je Erasmus+? Po mojih izkušnjah to seveda traja nekaj časa, da ti tudi skupina, v kateri si, politična skupina, jaz sem v skupini liberalcev in demokratov, to je 4. največja skupina, jaz sem bila tudi podpredsednica moje stranke, da vidiš, oziroma dokažeš lastnim ljudem, da si zaupanja vredna, ampak seveda tudi, ko se pogajaš z kolegi, ko imaš pač zakonski predlog, ko smo mi dve sodelovali s Tanjo, je bilo jasno, oziroma si ti vedela in sem jaz vedela, da tisto, kar se pogajava, da bo to tudi držalo potem pri glasovanju, da govorim dejansko v imenu moje skupine. Jaz ne vem, a se izrazim tako, da me razumete. V bistvu moja skupina je malo manjša, 69 članov, samo v resnici večino pripeljemo samo takrat, če se tudi mi strinjamo z zakonskim predlogom. In to pomeni, če se jaz pogajam samo v lastnem imenu, potem bomo da jaz glasovala, pa še 5 drugih, ampak ne bom mogla zagotoviti dejansko, ne vem, 60 plus glasov. Treba se je odreči delu svoje suverenosti na račun neke večje entitete. To je odvisno, v kateri vlogi si. Če jaz samo glasujem kot poslanka, potem imam več svobode, ampak jaz pomujem svoje delo kot poslanka, če sem poročevalka ali pa če sem senca v tem sklopu, potem dejansko se pogajam v imenu svoje skupine. In to je potem drugo delo. Dobro, komplicirano, še vedno. Žiga, imamo vprašanje iz občinstva in nanaša se, bi morale države EU opustiti subvencije za fosilna goriva. Imeli smo tudi kar nekaj vprašanj za vas, ki so se nanašale na te skupne evropske zadeve. Pa me zanima, ali je Evropska unija preveč nanny state in zakaj tako mislite? Kar se fosilnih goriv tiče, se strinjam, čeprav sem bil nekoliko presenečen, da tudi Evropska unija ima subvencije na fosilna goriva. Torej, znano je, da so subvencionirane cene fosilnih goriv v revnih državah, v Indiji in tako naprej. Evropski proračuni se v veliki meri polnijo z taksami oziroma z trošarinami na fosilna goriva. Ja, jaz sem absolutno za to, da bi še to podpirali, sem absolutno proti. Mislim pa, da problema globalnega segrevanja okolja, čiščenja okolja in tako naprej ne bomo rešili z odpovedovanjem, ampak z inovacijami. In priložnost za Evropo tukaj je, da podjetja, znanstveniki, inovatorji najdejo tehnične rešitve za to, da manj obremenjujemo planet. Ampak pojdimo korak nazaj. Ko rečemo, ali naj države Evropske unije opustijo nekaj, ali naj države Evropske unije sprejmejo nekaj, tega zaščitniškega obnašanja unije kot večje entitete je precej. Kaj menite? Je preveč nanny state in zakaj tako menite? V Evropski ljudski stranki oziroma tudi v Novi Sloveniji smo zelo veliki zagovorniki subsidiarnosti. To pomeni, da se odločitve prenašajo čim nižje. In to velja tudi za nanny state. Torej, če že mora biti nanny state, potem verjetno kako nekaj ujčkati, kako za nekoga nekaj skrbeti, boljše ve občina, boljše ve mesto, boljše ve Slovenija, kot to ve Bruselj. Tako da čim manj tega iz Bruslja definitivno, če že mora biti, pa sem politično nekako na strani tega, da je to za ljudi konec koncev škodljivo, potem naj bo to na čim nižjem nivoju. In dejansko treba, mislim, da bi Bruselj naredil zelo dobro, da ne bi iskal enotnosti ravno v teh politikah, kako za nekaj skrbeti, kako ljudi prosvetljevati, kako jih učiti, da naj bi bili boljši in tako naprej. To se mi zdi, da ni vloga Bruslja, da je neko papeštvo, ki skrbi za to, da smo Evropejci dobri. Ima precej važnejših nalog, kjer je enotnost potrebna
in so naloge, kjer enotnost ni potrebna in je treba stvari prepustiti subsidijarnosti. Dobro, hvala. Klemen, zanima me spet podobna tema. Veliko govorimo o povezovanju, veliko govorimo o sodelovanju. Kako vseeno ohraniti to sodelovanje, ne da bi bila to sodelovanje narekovano iz nekega centra? Do odločitve za to pa pride po zelo kompliciranem aparatu, kot smo slišali doslej. Kaj vi menite o tem? Je Evropa preveč nanny state in zakaj? Ja, če pogledamo statistične podatke, pravzaprav Evropa ima neko kar relativno uspešno kombinacijo različnih politik in je privlačna za določen del gospodarstva, tudi globalnega. Se pravi, z tega vidika Slovenija... Dajte nam kakšen primer. Kaj je tisto dobro v tem kontekstu? Dobro je, da ima neko kombinacijo, bom rekel, podjetniške naklonjenosti, socialne države, ki je za določen del, in pa bom rekel, možnosti in priložnosti, da ljudje razvijajo svoje potenciale in talente, ki je privlačna. Se pravi, da to je definitivno Evropska unija del sveta, ki je znan po tem, da ima najvišja raven blagostanja. Zdaj, kar se tiče tega, kaj lahko Bruselj, kaj lahko posamezne države, jaz gotovo sem prepričan, da prihodnost Evropske unije saj v neki dogledni prihodnosti ne more biti zvezna država oziroma neka federativna ureditev. Verjamem, tukaj se tudi strinjam, da v bistvu nekatere politike, kot so socialna, kulturna, izobraževalni sistem in tako naprej, ostajajo bolj ali ne v pristojnosti držav, članic. Tisto, kar pa se morajo države članice dogovoriti v prihodnjih, mislim, rekel, kar 5 letih, pa je dejansko tisto, kaj so tista strateške politike, poleg notranjega trga, poleg bančne unije, poleg nastajajoče energetske unije, katere unije so tiste, ki bodo skupne. In koliko bodo tu države zdaj prenesle svoje suverenosti na evropsko raven. To bo ključno vprašanje. Ne? In tisto, kar pa je tudi pomembno, je pa tudi treba se zavedati, da dolgoročno bo tudi Evropska unija kljub vsem, bom rekel, naklonjenosti podjetništvu, prepuščanju, bom rekel, pobude posameznikov, treba razmisliti o tem, ali je dolgoročno vzdržno, da imamo razmerje, recimo BDP, Danska 50 000 evrov na prebivalca in recimo Poljska 12 000 in še nekaj. Ne. Ta notranja neskladja so dolgoročno in to pravzaprav Slovenci lahko relativno enostavno razložimo našim evropskim partnerjem, ker smo neko tako podobno izkušnjo že imeli. Zdaj ne to razumeti, kot da zagovarja neki sklad za nerazvite, ampak enostavno bo potrebno se temu vprašanju posvetiti, ker ta notranja kohezija bo pomembna. To ne pomeni, da mora zdaj, bom rekel, postaviti Bruselj, bom rekel, kakšna bo socialna politika v Bolgariji ali Romuniji, ampak mora postaviti ta okvir. Države članice pomaga državam članicam, da bo to dosegli. Zdaj, kakšni mehanizmi bodo, to je pa stvar dogovora. Zdaj, tisto, kar smo zdaj videli v teh zadnjih krizah je, da rešitve, ki so bile sprejete, so te razlike dejansko neki strani celo poglobile. Prihodnost more biti, zdaj podobno, bom rekel, izziv, so imeli Združene države v času tik pred državljansko vojno. Ne. To je tisto bilo vprašanje, kako naprej. In tukaj mislim, da to je tisti strateški interes, okoli katerega se morala tudi slovenska politika poenotiti in potem bomo lahko se tudi tisti, ki bomo imeli to zaupanje, če bom zelo vesel, če ne bom, pač to je dejstvo, bojo potem morali se poenotiti tudi naši evropski poslanci. Katera vrsta unije je tista, ki je nikoli ne bi smeli spustiti iz rok? Kaj mislite? Omenjali ste socialno, varnostno, digitalno. Povejte mi tisto eno, ki je pa na vrhu prioritet. Jaz bom rekel tako, jaz ne bom izpostavil tisto, kar je že, tukaj je relativno znane politike. Jaz mislim, da ključna, ki bo v prihodnje, sta dve. Eno je tisto, kar se danes imenuje zunanja in varnostna politika Evrope. Evropske unije, to trenutno je neke vrste grdi raček, ki ni ravno uspešen. Drugo vprašanje pa je zagotavljanje zmogljivosti. Jaz ne bom govoril o evropski vojski, ker to je iluzija v prihodnosti, o skupnih, bom rekel, varnostnih in obrambnih zmogljivostih. To pa ne pomeni oblikovanje te evropske vojske, pa recimo nekih teh zmogljivosti. Gre za zmogljivosti, ne gre za oblikovanje teh struktur, ker dejansko, če rečem zelo nadzorno, če gremo evropsko vojsko, v katerem jeziku bi ta vojska poveljevala. Ja, to bi bilo zanimiva izkušnja. Ob tem, da seveda ohranjamo vse te, recimo samo vprašanje, recimo kdo bi, v katerem jeziku bi poveljevali francoskim vojakom. Dobro. Igor, vi ste v odgovorih na vprašanja
precej govorili o tej enakosti. Pa me zanima v kontekstu vzdržnosti za posamezne države, koliko je pomembno, da je Evropa odigrava še naprej vlogo določanja nekih minimalnih standardov. Mogoče samo za hip šel še nazaj na to, kar smo govorili prej, ne? Kakšna meni state oziroma kakšna Evropa, kaj še povezuje Evropo oziroma kaj bi Evropo moralo povezovati. Mislim, da je prav, da se spomnimo, da je na današnji dan pred 50 leti bila prebrana Schumanova deklaracija in pobuda o ustanovitvi skupnosti za premog in jeklo. Ne spomnimo se 5 let nazaj, je pa prav, da se spomnimo 50 let nazaj. Tako, začetka tega, kar živimo danes, ne, torej Evropske zveze, evropske povezave. In danes, leta 2019, se pogovarjamo o teh stvareh, katere so tiste vrednosti, katere so tiste vsebine, ki lahko Evropo še bolj povežejo, ker Evropa je v teh zadnjih 5 letih našega mandata doživela kar pomembne pretrese. Po eni strani, če se spomnite, smo vstopili v letu 2014 v mandat, ko je še trajala tako imenovana ekonomska kriza, ki je dejansko Evropo na en svoj način začela razbijati v razmerju sever-jug med razvitimi ali pa manj razvitimi, in v tem smislu tega razumevanja evropske povezave, solidarnosti, sodelovanja, in na drugi strani ta migrantska kriza, ki še danes traja, ki je razdelila na vzhod-zahod. In v tem delu se je pokazalo, da ta projekt seveda miru in ta projekt sodelovanja, ki je bil utemeljen leta 50, kaže znake tudi rahlega nelagodja in prepiha. In zato seveda bo prav, da v prihodnosti zastavimo tisti vsaj minimalni skupni imenovalec, ki bo povezal, ne govorim o enakosti, ampak povezanosti evropskih držav. In tukaj prijemo do enih zelo ključnih vprašanj. Tudi razmerij, o čemer smo danes govorili, med državami članicami, med komisijo, med parlamentom in svetom. In kako pravzaprav zagotoviti to povezanost, te kohezije in kako tudi zmanjšati v prihodnje to, kar je preomenil Klemen, te razlike med državami. Ali torej Evropa nudi ta prostor za politike, ki lahko zmanjšuje te razlike, hkrati skozi kohezivno politiko, sredstva, ki so iz tega naslova namenjene državam članicam, koliko tukaj subsidijarnosti in samostojnosti ohranjajo članice, ob dejstvu, da z vstopom v EU so se članice, govorim zdaj o pravni suverenosti, na nek način odpovedale pretežnemu delu, ker več kot 70-75% zakonodaje se praktično sprejema v Bruslju, ki jo potem implementirajo države članice. Po tolikih letih funkcioniranja v EU, kakšen je trenutno trend? So se države pripravljene odpovedati še večjemu delu svoje suverenosti ali manjšemu? Glede na to, da imamo konkretno izkušnjo. Deklaracija pred 50 leti, toliko let pozneje, ali smo se pripravljeni odpovedati večjemu ali manjšemu delu suverenosti, po vašem mnenju? Jaz mislim, da v tem trenutku o kakšnem večjem odpovedovanju ni govora. Da je zdaj potegnjena kar krepka ročna zavora glede tega delegiranja in da bomo zdaj resne težave pri iskanju kompromisov, pri poenotenju, pri temah, ki so se mogoče zdele še pred kratkim nekaj popolnoma samoumevnega. In zdi se, da smo v trenutku, ko težje iščemo kompromise, ki bi še pred recimo 5-6 leti se zdeli lažje sprejemljivi. Nek duh je zarezal v to, ne bom rekel solidarnost, ampak v to poenotenje, in se tu je tudi Brexit dal en svoj pečat, ki je zasenčil nekatere druge teme, ampak zdi se mi pomembno reči, da je to tudi priložnost, da vidimo, kako lahko nekatere politične odločitve v lastnih državah pomenijo potem pretrese na skupnih trgih. To bo vsekakor zanimiva izkušnja. Gremo k vprašanjem. Eno zanimivo imamo, zakaj se mi zdi relevantno, ker tudi prej, ko sem klepetala z vami, ko ste prihajali, ste mi mnogi omenili, pomembni so mladi, odvisno je od tega, kdo bo dobil buy-in pri mladih, odvisno je od tega, ali bomo znali naslavljati agendo mladih. Igor, začnem pri vas, vi prihajate, zastopate Desus. Kaj menite, da je ključno vprašanje, ki je relevantno za mlajše skupine volivcev? Z eno besedo vas
izzovem če se- vse. No, ker je dovoljen Ali pa tudi humor, ne, če rečem tako. Ne, se mi zdi, da za mlade bodo najbolj pomembne pokojnine. Pokojnine. Zanimivo. Eurobarometer sicer pravi, da klimatske spremembe, ampak zanimivo. Ne. S tem ste nas spomnili, da se vsi staramo. V redu. Point exactly. Želim seveda to reči, ne, da starejši bodo večinska populacija v Evropski uniji in da bo to trend, na katerega bo treba odgovoriti. Ne. In vsi tukaj, ki sedimo danes tukaj, bomo čez čas spadali tudi v to kategorijo. In kot, če se pohecam, je nekoč rekel eden od veljakov, pa ga ne bom imenoval, da vse poti vodijo v, ne bom rekel Desus, ampak v starejšo populacijo, ampak samo to želim reči. Ko naslavljamo mlade, ne smemo seveda pozabiti na starejši. Ko naslavljamo starejše, ne smemo pozabiti na mlade, ker ta medgeneracijska odgovornost in solidarnost družbe je en ključ za normalen razvoj, stabilnost in zdravo prihodnost. Klemen, kaj je na agendi vaši, da ustreza tudi agendi in pričakovanjem mlajših volivcev? Zavzemanje za brezoglično družbo in pa za digitalno agendo. Digitalnost, brezoglična družba, Žiga? Jaz mislim, da si mladi želijo, da bi Evropa ostala prostor priložnosti. Morda ne tudi Evropa kot celota, ampak tudi vsaka posamična država članica. Prej je bilo govora o konvergenciji, nekonvergenciji, razlikami med članicami. Problem je izseljevanje mladih iz manj v bolj atraktivne države. Tukaj moramo Slovenci narediti svoj del posla, zato da bomo tisti, ki bomo pritegnili talente, ki bomo pritegnili mlade, ne da bodo naši mladi odhajali ven. Jaz mislim, da ključno, kar lahko naredimo, kar lahko politiki tudi projiciramo v javnost, je, da se trudimo za en obet mirne, stabilne, perspektivne unije, kjer bodo stvari tekle mirno, kjer bodo priložnosti, kjer bo delo, kjer bodo zaposlitve, kjer bo varnost. Svet je nevaren, svet je zoprn, imamo migrantsko krizo, negotovost v zvezi z digitalnim, negotovost v zvezi s populizmom in Evropska unija, posebej politiki na splošno, bi morali nekaj narediti za to, da se neka stabilnost poveča, da se ustvari zaupanje, ki je mimogrede slogan Nove Slovenije, da se ustvari zaupanje v prihodnost. Imamo vprašanje za publiko. Od 0 do 5, koliko je Evropa spretna pri promoviranju svojih prednosti? In to je visoka kakovost življenja, privlačno za talente. 5 pomeni super spretna, boljša kot velikani na tehnološkem področju, 0, grozno, katastrofa, ne znamo poudariti svojih prednosti. Koliko je Evropa spretna pri promoviranju svojih prednosti? Od 0 do 5, roke gor, da vidim, kaj menite. Veliko povprečnih ocenk, imamo palec dol tudi, enke so, trojke. Angelika, kaj vi menite? Mislim, da je to eden izmed ključnih problemov, s katerim se soočamo, ampak to seveda že leta. In ne pozabimo na to, da je seveda evropska raven odvisna od promocije seveda od držav članic, od vlad. In to je največji problem, ki ga seveda opazujemo, da Brexit živ primer za to, da imaš seveda, ne vem, sestanke v Bruslju in v Strasbourgu, kjer se srečavajo ministri in predsedniki vlad, kjer se odločijo gotove stvari in potem gre vsak na svoj konc domov in so se naučili politiki, da enostavno bolj uspešno, ne vem, agirajo medijsko, če potem popluvajo vse tisto, kar so se prej dogovorili. Tako da ne pozabimo na to, da je Evropska unija v bistvu Evropski parlament, Evropska komisija in Evropski svet. In to so pa vlade držav članic. Ni to nekje izolirano in planet. Se pravi, imidž, ki ga ima Evropska unija v državah, je dovolj različen, da se tudi mnenja na poti iz Strasbourga ali pa iz Bruslja spreminjajo. Povejte mi še, kaj je na vaši agendi, kar je privlačno za mlade. V bistvu, če gledamo na to, kaj se je zgodilo pri Brexitu, ne, živi primer, kaj se dogaja, če pač, ne vem, meni čudni desničarski lažnivci prevzamejo agendo, vzamejo za talca konzervativno stranko in potem grejo ti v en referendum totalno nepripravljeni in
pričakujejo en rezultat, vključno mene, jaz nisem si mogla predstavljati, da bo to res rezultat takšen, kakršen je bil. In potem veliko vprašanje, kako zdaj naprej in vsi kar zginejo. Mislim, kako lahko zaupaš v takšen sistem. V bistvu si soočen z enim fenomenom totalnega propada političnega sistema v Veliki Britaniji. Za mlade, jaz pa mislim, da gre tudi za nekaj drugega in sicer se bomo morali navaditi, sicer na manjšem nivoju, to zdaj ni a priori evropski nivo, ki bo mogel to zdaj danes rešiti, da bomo se naučili drug način tudi komunikacije, ker naš sistem demokracije bazira na 19. stoletju, gremo na volitve vsake 5 let. Ne? Ta komunikacija se bo morala enostavno dejansko poglobiti in bomo videli, to bo malo trial and error, ampak bomo morali probati nove sisteme komunikacije z ljudmi. Tanja, kaj je na vaši agendi, kar je relevantno, zanimivo za mlajše? Jaz mislim, da bi bilo zelo zanimivo za mlade in je na naši agendi legalizacija konoplje po vsej Evropski uniji. Ampak iskreno, zato ker jaz iskreno verjamem, da je bolje urediti pravila in vedeti, kaj se dogaja, kot imeti preprosto veliko črnega trga. Nevtralnost interneta, čim bolj svoboden dostop, to so vse teme, ki privlačijo mlade. Podnebje. Ne smemo pozabiti, da so se mladi zdaj pred kratkim zelo angažirali, da so šli na podnebni štrajk po vsej Evropi in jaz to zelo pozdravljam, ker so pokazali, da jim je mar, kaj se dogaja z okoljem in našim planetom. Moram pa vseeno reči, da mi, če pogledamo danes situacijo v Evropi, nimamo preveč bleščeče slike. Imamo 1/3 otrok in mladih, ki živi nekje na pragu revščine, ki nima jasne vizije, brezposelnost mladih je še vedno ponekod izjemno velika in imamo več kot polovico starejših odraslih v Evropski uniji, ki verjamejo, da bo za otroke in mlade prihodnost slabša, kot je za njih. Skratka, imamo velike izzive. Evropska unija danes je prostor, ki ima na eni strani velike multinacionalke, korporacije, bogataše, ki ne plačujejo davkov, kot bi jih morali. Mi izgubimo skoraj 1000 milijard v davčnih utajah, 2000 evrov smo mi imeli študije izdelane na povprečnega državljana na leto. Na drugi strani pa imamo skoraj 90 milijonov ljudi v Evropi, ki živi pod pragom revščine. In te razlike so danes v Evropski uniji izjemne in bomo morali tu narediti en velik preobrat, da bomo spet prinesli nazaj neko bolj pošteno obdavčitev, večjo socialno pravičnost, posebej mogoče za tisti srednji nekje razred, sloj, ki izginja. Milan, kako pa vi gledate na to? Kaj menite o tem, koliko je mladim to pomembno kot vrednota? Enakost, dostopnost, primerljivost? Mladi si predvsem želijo biti zadovoljni in srečni, ne? Ampak da dosežejo to, je potrebno izpolniti določene predpogoje in izobraževanje in pa delovna mesta so zagotovo dva pomembna, ne? Kar se izobraževanja tiče v Evropi, moram reči, da Evropa caplja za najboljšimi univerzami, recimo v svetu, še vedno se težko bolonjsko reformo počasi izvajamo, med najboljšimi univerzami je le peščica evropskih in to ni v redu, ne. K nam bi moral priti duh tretje generacije univerz, mi še vedno živimo v obdobju Humboldta, kar se univerzitetnega sistema tiče. Evropejci imamo radi to svoj legacy, ne? Ja, pa tradicijo. Dediščino, tradicijo. No, ampak vsekakor, to bomo morali hitreje spremeniti v prihodnjih letih. Drugo pa seveda zaposlovanje pa iskanje delovnih mest. Še pred leti smo se močno borili z brezposelnostjo mladih, zlasti v južnem delu krilo Evropske unije in to je velik problem. Torej, problem ne samo gospodarstva, ampak seveda tudi izobraževalnih sistemov, ki so producirali kadre, ki jih družba, ekonomija niso sprejela, ne. In zato je izobraževanje tako pomembno. Je pa en problem, ki ga ima Evropa v primerjavi z ZDA. Tukaj je suverena pravica držav članic, da odločajo o teh stvareh in Bruselj nima nobene pravice vsiljevati ne bolonjskih zakonitosti, niti nekakšnih drugih, ne. Ali je to nekaj, kjer bi morala Evropa bolj igrati to vlogo zaščitniške države? Včasih imamo prevelika pričakovanja od Evropske unije in od Bruslja. Tako čez prst bom dejal, da ima predsednik Evropske komisije 20-krat manj finančnih resursov, da odloča o stvarih kot njegov ameriški kolega, predsednik. 20-krat manj. Ja, ali pa celo več. Težko je, ne.
vladati, recimo, ali pa izvrševati določene tudi skupne politike, če imaš tako majhen proračun. Pa še 1% bruto domačega proizvoda v okviru Evropske unije, še ta delež gre v 95% nazaj v države članice, ne. Ja, tako da mladi imajo problem, ampak ta problem Bruselj ne more rešiti, lahko pomaga reševati, recimo pri zaposlovanju, ne, smo imeli zelo dober primer, kjer je Bruselj interveniral tudi finančno s programi in v nekaterih državah je stopnja brezposelnosti med mladimi močno padla, vključno Španijo in Italijo, ne. Dobro. To so dobre prakse, ampak to morajo države članice reševati, ne? Ne moremo se zanašati na Bruselj, ki je šibak. Ja, Evropa kot da ponuja ogromno priložnosti za izgovore. Če nekaj ni prav v državi, je kriv Bruselj, če nekaj ni prav na ravni Bruslja, so krive države. Kdo bo odmotal ta klopčič? Pojdimo naprej k malo bolj gospodarskim temam. Gregor, univerzalni temeljni dohodek, da ali ne? Socialno, gospodarsko prehajam počasi. Povejte. Sem opazil, ja. Torej, rekli smo mladi, ne? Marsikdo reče, da so današnji mladi individualisti. Ni res. Današnja mladina ni individualistična, ampak je komunitaristična. To tudi pojasni, zakaj so mogoče malo bolj nagnjeni k temu, da so jim bliže vsebine, ki jih zagovarjajo bolj leve stranke. Mladi si želijo več gotovosti na področju zaposlovanja, večja zagotovila za to, da bo njihov izobraževalni proces tak, da jih bo opremil z nekimi vsebinami, ki bodo zanimiva na trgu, želijo si nekega dostopnega stanovanja, želijo si nekih pogojev, ki jim bojo omogočala, da se bojo znotraj družbe lahko znašli, da bodo lahko začeli graditi na svoji socialni mreži, da bodo lahko pridobivali druga znanja in se bodo lahko potem tudi v družbi uveljavili. To je zelo velik izziv za vsako našo državo in tudi za Evropsko unijo, ker nam mladi vsak dan znova in čedalje bolj na glas postavljajo ogledalo, zlasti starejšim, zlasti tistim, ki imamo neko odločilno funkcijo. Univerzalni temeljni dohodek je pa ena od možnosti. Zagotovo so v tem smislu bili narejeni neki poskusi in ne bi šel rad zdaj v detalje, ampak izkazalo se, da je potrebno ta koncept zelo dobro premisliti, da se izkoristijo njegove pozitivne vidike, če so potencialno negativni, pa da se temu izognemo. Ni to edina možnost, gotovo se jih najde zelo veliko. Ali menite, da bi mladi to pozdravili? Mladi bi zagotovo pozdravili. Kot sem rekel, so zelo nagnjeni k temu, da si želijo neke enotne skupnosti, ki se bo zavedala vlogo različnih skupin znotraj te skupnosti, zlasti tistih, ki so deprivilegirane. In mladi, sem prepričan, so ena tistih skupin, ki so deprivilegirani. Pojdimo v gospodarstvu, pa bom tokrat vprašala Žigo. Kaj je problem? V čem je razlog, da so evropska podjetja na različnih lestvicah inovativnosti ne uvrščajo na visoka mesta ali pa so tam relativno slabo zastopana? Več problemov je. Eden med njimi je prav gotovo ta, da je Evropa navajena spoštovati, ceniti svoje tradicionalne industrije. Te tradicionalne industrije so dobro povezane z odločevalci, s politiko. In vsemu novemu poskušajo nametati maksimalno število polen pod noge. Se pravi, nek koncept, ki je poznan v Združenih državah Amerike kot permissionless innovation, se pravi, ti lahko inoviraš brez dovoljenj, je za Evropo nemogoč. Tudi ameriškim podjetjem potem Evropa poskuša nametati polena pod noge, da z temi svojimi inovacijami v Evropo ne pridajo v upanju, da bo pa nekdo v Evropi naredil tisto isto, kar so Američani že naredili. To je popolnoma napačen pristop. Druga zadeva, ki ovira tudi Evropo v smeri večjega blagostanja, večjega števila delovnih mest, v smislu večjega zmanjševanja revščine, je, da imamo nekak drugačen odnos do kapitala. V Ameriki srečamo kar nekaj podjetnikov, ljudi, ki so naredili hitro veliko denarja, ampak si ne kupijo za ta denar jahte, ampak ga vlagajo naprej. Skratka, obstajajo neka sredstva, obstaja nek denar, ki se vlaga v ekstremno rizične projekte. 9 od 10 teh projektov propade, eden naredi pa za 20krat ali pa za 30kratnik vložka posla.
In ta dinamika nam v Evropi manjka. Ali se jo da preseliti, ali se lahko kaj naučimo iz Amerike, se da kaj preseliti v evropske pogoje? Mislim, da nekaj se da. Nikoli verjetno ne bomo tako odprti, nikoli ne bomo tako dinamični, lahko bi pa bili bistveno bolj in Evropska komisija oziroma Evropska unija tukaj lahko bi naredila več. Ponavadi je odgovor, Klemen, na to, da bi naredili več v tem smislu, da se izoblikuje nek sklad, neka sredstva in se temu namenja denar. Ali je to pravi odgovor oziroma kako ocenjujete, da je deloval doslej? Horizont 2020, 9 milijard za inovativno, za digitalno Evropo. Ali to deluje? Do neke mere deluje. Zdaj, tisto, jaz bom rekel, poskusil nekako ponazoriti en primer glede inovativnosti. To je recimo razprava o enotnem evropskem patentu in tak lep nazoren primer, ki se vleče zadnjih od leta 73 dalje in še vedno tega nimamo. Zdaj, ko govorimo o inovaciji... 73? Ja, tako, takrat je bila ustanovljena Evropska patentna organizacija. In pogledajte, mi imamo še vedno, ko gremo o inovacijah, govorimo o inovacijah, pogledamo evropski primer, konkreten, naš evropski izumitelj ima pred sabo izbiro, recimo ameriški, gre na ameriški patentni urad, prijavi, izbere svojo kategorijo, se pravi posameznik, pristojbine za to so recimo relativno nizke, pride na Evropski patentni urad, se sreča prvič, da pravzaprav ne ve niti kje je, ker je to v Münchnu, v Hagu in pa v Berlinu. Potem naslednjo šok, ki ga doživi, je to, da je pač to veliko stane, da govorimo tako o nekaj tisoč evrih in potem na koncu, ko dobi ta evropski patent, ta dopis, ki je v bistvu neka vrstna celo lahko smrtnica za njega, ki mu sporoči, da mora potem, če želi ta patent uveljaviti, vsak nacionalni urad to prijaviti in temu primerno plačati pristojbine in te znesejo recimo v končni fazi za to, recimo za Evropsko unijo, ker pač ta sistem je širši kot Evropska unija, kar lahko stane tam nekje okoli 30 000 evrov. In to je že tisto prvo. Recimo eno takih pobud, ki bi lahko, in je bila recimo ideja o enotnem patentu, bi lahko izboljšala konkurenčnost Evrope v bistveno bolj kot je recimo sedanja ureditev. In zakaj se to ne zgodi, če že valimo krivde iz Bruslja? Zdaj se pa tu vrnemo. In seveda zakaj? Zato, ker vsaka država članica želi imeti nadzor nad znanjem. Mi to pozabljamo, veste. Se pravi, te suverenosti se nismo pripravljeni odreči, imamo posledično težavo s konkurenčnostjo. Prej sem slišal očitek. Mi imamo situacijo enotnega trga, imamo enotni trg, več ravni pravic intelektualne lastnine, imamo evropsko znamko, imamo nacionalne, imamo evropski patent, imamo nacionalne patente. Zapravo, to je prostor, ki je za enega inovatorja, izumitelja, izredno kompleksen prostor. In recimo, to je en tak zanimiv ukrep. Zdaj, tisto, kar je zelo pomembno pri, bom rekel, za Evropsko unijo, za njen gospodarski razvoj, pa je to, kakšen model bo razvila. Mi imamo zdaj uspešen švedski model, imamo uspešen recimo luksemburški model, kjer dobiš prijaviš vso svojo intelektualno lastnino v Bruslju, v Luksemburgu, pa dobiš davčne olajšave in je Luksemburg najbolj inovativen, skoraj med najbolj inovativnimi državami članicami, nima pa praktično fizične proizvode. In to je recimo en model, tisto, kar pa mi moramo razviti, je ta evropski. In tukaj zelo pomembno je, in to se je pokazalo v primeru Kitajske, s katero mi konkuriramo in je danes dejansko eden izredno pomembnih generatorjev znanja, jaz bi celo trdil, v nekaterih segmentih celo postaja bolj pomembna kot Združene države Amerike, je to, kakšen model bo razvoj in financiranja bazičnih raziskav in v naslednjem koraku, kako bomo iz teh bazičnih raziskav, kjer je Evropa relativno, da posamezne nacionalne države so relativno uspešne, bo to prišlo do raziskav, ki bodo prehajale v korist, zapravi, ki jih bo lahko gospodarstvo koristilo. Ta prehod, ta tehnološki transfer bo izredno pomemben. V kitajskem primeru to dela država. In je to en model, ki je morda uspešen ali pa ne. Torej, spet nas baše, da imamo toliko različnosti med članicami. En primer, ki je bil v zgodovini izjemno uspešen in s katerim je Evropa dobro konkurirala Ameriki, je bil GSM, enoten standard za telefonijo. Igor, kaj vi menite? A je možno nekaj takega ponoviti v Evropi? In kako? Ja, verjetno, če je že bilo, se lahko tudi ponovi. A je Evropa sposobna stopiti korak nazaj, pa samo pogledati in se naučiti kaj od sebe?
Vse imamo dobre primere. Estonija je recimo dober primer digitalizacije. Ja, pri tej novi agendi, tudi če pogledamo novo finančno perspektivo, ki bo sprejeta letos ali pa v naslednjem letu, za leto 27 boste videli, koliko milijard bo namenila tudi inovacijam, razvoju, novim tehnologijam, digitalizaciji, robotiki, vsemu tistemu, kar naj bi tudi spremenilo gospodarstvo, olajšalo življenje, vplivalo na številna področja. Kaj vi menite? Je doslej pomagalo to, da je Evropa dala denar v nekaj? A nam je to pomagalo? Ja, Evropa je ponudila skozi različne finančne spodbude, projekte državam članicam, da to implementirajo na ustrezen, se pravi učinkovit in uspešen način. Nekatere so bile bolj uspešne, nekatere manj. Imamo primere zelo uspešnih držav, od baltskih, ki so primeri zelo dobre prakse, Irske, ki je počrpala praktično vse, kar se je dalo, in tudi nekaterih, ki pri tem niso bile uspešne. Torej, imele programe, ki so izjemno produktivni. Platforma obstaja, odvisno je, kako jo kdo izkoristi. Kakršna je absorpcijska sposobnost. Bi pa mogoče tukaj dodal še nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno, glede na to, da sem v prejšnji službi upravljal eno tako funkcijo nadzora nad javnimi financami. Malo nas preganja čas. No, samo to sem želel reči, da tudi pri porabi evropskih sredstev dostikrat naletimo na en velik problem. Da ocenjujemo samo, ali smo ta sredstva porabili skladno z formalno pravnimi predpisi. Nimamo pa odgovora o tem, ali smo ta sredstva porabili učinkovito in uspešno. Torej, kakšni so dejanski rezultati porabe teh sredstev. Ko smo govorili prej o mladih, ko smo govorili prej o jamstvu za mlade, kot enemu pomembnem segmentu, kako olajšati pot od študija na delo, kako omogočati novo delovno mesto, je ravno Evropsko računsko sodišče ugotovilo, da ta program ni bil ustrezno vrednoten oziroma da niso bili postavljeni ustrezni kriteriji za oceno učinkov tega dela, ker nič ne pomaga, če vi razdelite milijarde, zaposlite in zmanjšate zaposlenih za 10%, ampak se v naslednjem letu ta nezaposlenic poveča. Govorimo o tem. Ko govorimo o evropskih sredstvih, govorimo tudi o učinkovitosti in uspešnosti. To je nekaj, kar sicer gospodarstvo zelo dobro obvlada. Vem, da si me boste zapomnili kot najbolj grozno moderatorko kadarkoli, ampak hitim. Sam še nekaj se želel reči in potem končam. En stavek. Ne, samo stavek glede Erasmus+. Glede potem stari mladi in potem končam. Ne boste verjeli, od leta 1978, ko je bil ta program uveljavljen v Evropski uniji, se je ta program pokazal kot eden najbolj plodovitih in to dobesedno, ker se je v povezanosti in med študenti tega programa rodilo 1 milijon otrok. Bravo. Ne rabim mikrofona, rabil ga bo kdo drug in sicer Angelika. Angelika, vas bomo pa vprašala, tukaj smo malo načeli temo, kaj se lahko EU nauči od gospodarstva in to so te kazalniki merjenja učinkovitosti. Kaj pa lahko gospodarstvo naredi za vas, politiko? Jaz sem vam blazno hvaležna za to vprašanje, ker v bistvu, jaz sem že prej to omenila, jaz sem dosti sodelovala v zadnjih letih z American Chamber of Commerce na evropski ravni in sem imela zelo zanimiv pogovor z vašim predstavnikom v Bruslju, ki je pa enkrat dostopil do mene in pa rekel, kaj pa mi lahko doprinesemo v bistvu k temu projektu. Ker zavedamo se tega, da je Evropska unija, jaz vedno rečem, dejansko politična, kulturni uspeh človeštva. 28 držav se je odločilo, da na podlagi pogodb nadaljuje politično pot naprej. Ponavadi se to dogaja z okupacijo, z vojnami, etc. Prosim, da tega ne pozabimo in da je to vedno vprašanje izenačenja interesov. Kaj pa vi lahko doprinesete k temu, pa je sledeče. Gospodarstvo želi funkcionirati in lahko funkcionira samo v okviru, ki je v bistvu, ki ga lahko kalkulirate in ko približno lahko oceniš, kaj se bo dogajalo. To je pravna država. Se pravi demokracija, pravna država, človekove pravice. Vi lahko podprete evropski projekt s tem, da to propagirate in da se ne širi samo govorica o tem, kako blazno komplicirano in kako blazno birokratsko in kako blazno počasi to vse poteka, ampak to je ta kraj na tem planetu, kjer imamo največjo blaginjo, za katero se moramo zavzeti, da se bo naprej razvijala in da bomo dejansko zaščitili to, kar smo dosegli, naš življenjski model, za kar nas celotni svet dejansko občuduje. Ja, to je nekaj, kar je zdaj pobuda za vse vas, ali jo boste upoštevali, sledili, prepuščam. Gremo samo še en stavek na temo sodelovanja Evrope z drugimi velesilami.
zanima me lastnosti, ki bi jih moral imeti evropski voditelj, predsednik Sveta Evropske unije, da bi se lahko uspešno pogovarjal z liderji velikih nacionalnih držav, kot so Putin, Trump. Lastnosti tega voditelja, 3, ker potem imamo še aktivnega poslušalca in potem moramo zaključiti, gospodarstvo mora delati in ob 10 je zelo pozna ura za odhod v službo. A ne? 3 lastnosti voditelja, ki bi dobro lahko se pogovarjal z voditelji močnih nacionalnih držav, velesil. Tanja? Pa se kdo javi? Tanja? 3 lastnosti, bi rekla pogum, drznost, sposobnostjo poslušanja, čustvena inteligenca. Milan, je kaj za dodati k temu? No, predvsem mora imeti neko realno moč za seboj, če se hoče biti dober pogajalec. Kdo To ima pomeni tako dobro realno gospodarstvo. moč za seboj? Trump, pa kitajski, Kaj pa v pa Evropi? kitajski predsednik. V Evropi nemški kancler zagotovo, ne? Ampak glede inštitucij pa sem že prej povedal, večina moči je prenešena na države članice, tako da bo Evropa kot entiteta vedno v slabšem položaju. Mi smo lahko dobri v gospodarstvu, čeprav imamo zelo različne poslovna okolja, tudi Slovenija nima najboljšega. Tisto, kar je pa zgubila tako Amerika kot Evropa, torej 8% civilizacija, je pa TTIP, kar je grozna škoda. Če bi se uspeli dogovoriti, sprejeti ta trgovinski sporazum, potem bi bili veliko bolj konkurenčni proti Kitajski in pa tudi drugim regijam, ki zelo napredujejo v gospodarskem smislu. Torej gospodarstvo je tisto ključno, kar daje politiki moč. Gregor, še za vas, potem zaključimo. Če bi Evropa določila posebnega poslanca, ki naj izpogaja TTIP, zato da bomo boljše sodelovali in ohranili konkurenčnost, kdo bi bil dober kandidat za to? Nekaj idej iz publike smo dobili, hvala. Gregor, mogoče še kakšno drugo mnenje? Hvala za ideje, imam zelo dodelano svoje delo. Jaz mislim, da bi bila gospa Vestager eden tistih sogovornikov, ki se je v preteklosti že izkazala kot zelo trda pogajalka, in če odgovorim še na vprašanje odprej, mislim, da bi moral tisti ključni voditelj na vrhu Evropske unije biti zavezan predvsem svobodi, solidarnosti in imeti tudi izredne sposobnosti, da uspe to zelo veliko in različno, med seboj različno, včasih tudi nasprotujočo si skupino poenotiti. In smo spet na samem začetku. Nekdo, ki zna poenotiti. Zaključimo s tem debato. Hvala vsem za odgovore. Nismo pa še končali dogodka. Uroš Urbas, odgovorni urednik Dela, prosim, da se mi pridružiš tukaj. Če bi iz tega dogodka dobil inspiracijo, da objaviš svoj sobotni komentar, kaj bi v njem pisalo? Hvala. Vem, da ne smeš povedati vnaprej, mogoče vseeno. Par opažanj. Hvala. Ta prenos smo tudi na spletni strani Dela v živo prenašali. Obvestili so me, da gledanost je bila razmeroma dobra. To si razlagam, da zanimanje za stališča za predstavitev kandidatov med bralci je. Vsekakor bi pohvalil nastop kandidatov, kako dobro razumejo izzive, ki čakajo Evropsko unijo v prihodnosti. Vidim, da na tej teoretski, abstraktni ravni so zelo dobro podučeni, vedo, kaj jih čaka. Moj občutek, tudi zaključila si Martina za zadnjo besedo, enotnost, moj občutek je, da najpogostejša beseda, najpogosteje uporabljena beseda danes je bila enotnost oziroma poenotenje. Glede tega se mi prav tako zdi, da je to predvsem abstrakten pojem pri razumevanju naših poslancev oziroma kandidatov. Namreč, če pogledamo zadnji mandat, tudi tukaj je bilo izpostavljeno. Bili so enotni, ko je bilo vprašanje zaščite slovenskih čebel ali slovenskega zajtrka. Ko pa se je na drugi strani pojavilo vprašanje ponovno vzpon iredentizma, čigava je Istra, čigava je Dalmacija, pa naši poslanci niso zmogli enotnega nastopa. In tukaj
pa pridem do kritike, ki jo danes na to soočenje izpostavljam. Namreč vprašanje je bilo vmes, kaj je strateški, kaj je nacionalni interes Slovenije. Do leta 2004 smo imeli zelo jasen strateški interes, kaj želi Slovenija doseči, zdaj pa ga več nimamo. Jaz se s tem ne strinjam. Namreč predstavljajte si, da bi Švica že zadnjih 75 let govorila, joj, že 3/4 stoletja ni bilo nobene svetovne vojne, imamo problem, kako naj bomo zdaj nevtralni, kaj je naš nacionalni interes, mi moramo biti nevtralni. In bi se 3/4 stoletja ukvarjali s tem, kaj ćemo zdaj početi. Moje mnenje je, da nacionalni interes Slovenije, strateški interes Slovenije je blaginja vseh državljanov Slovenije. Pod blaginjo pa razumem dobrobiti za starejše, za mlade in pa poslovno okolje, ki bo podjetjem omogočalo, da bodo rasli, da bodo inovativni, da bodo lahko svojim delodajalcem, svojim delojemalcem ponujali dobre stimulativne službe. Hvala lepa. Dajmo en aplavz za vse sogovornike. Hvala lepa, Uroš. Tako 360-stopinsko debato smo poskusili ustvariti, ni bila na vse strani pravična, se opravičujem tistim, ki ste zastavili vprašanje, pa ga nismo odgovorili, opravičujem se vam, ki ste hoteli nekaj povedati, pa nismo imeli časa. Vseeno pa upam, da ste vi dobili kakšno idejo, mogoče v vlogi svoje, vodstveni vlogi v gospodarstvu, predvsem pa v vlogi državljanov in državljank, ki bodo šli 26. maja na volitve. Hvala za obisk, ura je 10:03. Lep dan vam želim in srečno.